Po Jakobovih poteh pravimo pozdravljanje v naši cerkvici, grajski kapeli. Roman za razliko od turista ne ve, kje bo končal, ne ve, kaj se mu bo zgodilo, se bolj prepušča Božji volji in Božji milosti, Božjemu blagoslovu. Ta izletnik, ta turist, če ni vse tako, kot je bilo v načrtu, zahteva denar nazaj in da lahko tudi dobi. Bog pa nas vedno na poti preseneti in pustimo se mu preseneti, da gremo v neznano, da doživimo nekaj novega, da se tako telesno, kako tudi duhovno obogatimo. Zdaj šele sem vas opazil. Podružnična cerkev svetega Mihaela stoji najverjetneje na ostankih nekega starodavnega svetega kraja. Namreč cerkve svetega Mihaela so bile zgrajene ponavadi na temeljih poganskih svetišč. Kot lahko vidite, je ohranjen gotski, dvojno paralelni obok, oziroma obok ankor. Vidne so tudi gotske okenske odprtine s prečudovitimi freskami iz konca 15. stoletja, ki so bile na začetku 20. stoletja temeljito restaurirane. Iz konca 15. stoletja je tudi kip zavetnika cerkve, sveti Mihael. V rokah ima meč, s katerimi je premagal zlodeja, ki je pod njegovimi nogami, ter tehtnico, na kateri sta dve duši, dobra in slaba, ki vaga in seveda se vidi, katera prevaga. Kip je danes ustavljen v pozneje vnesen baročni oltar in je nastal pod močnim vplivom furlanske tolmeške šole. V 15. stoletju je bila cerkvica zelo majhna, obsegala današnji prezbiterij in vzhodni del ladje. V 18. stoletju pa je bil v cerkvici dodan zvonik na jugu ter zakristija na zahodu. Leta 1870 je bila cerkev povečana proti zahodu, oltar svetega Blaža, ki je na vaši levi strani, pa se je iz vzhodne stene preselil na severno. Danes stranski oltar krasi kopija Šubičeve slike svetega Blaža, ki jo je naslikala Danica Kuščarjeva. Orgle, ki so za vami na koru, je naredil črniški organist Miha Vičič. Nekdaj so bile na Vitoljah, leta 1907 pa so bile prenesene v Šmihov, vendar so v zelo slabem stanju. In kar jaz vem, trenutno ne igrajo. Čavala na cesti si vidi. Ti bolj? Ja, jaz pokoli, znaš ga. Pa si viš tvojo?
poslovali na župniskem svetu. Dobre, gremo. Vodniki morajo vedno izplačati, ne? Aja, super. Povejte mi, kaj je kakšen kamen, da se ne cebnem, bro? Pazi, ja, dobro. Questo è a posto. Za naravne. Zakaj se moramo spet? Pozdravljeni na tem lepem kraju, tudi pri kapelici Svete Lucije. Ta kapelica, kot vidite, je narejena na enem od teh balvanov, ki jih je tukaj še kar nekaj. To so te skale, ki so se zvalile tukaj dol z območja. Zdaj, zakaj Sveta Lucija? Sveta Lucija je ena od mučenk iz tistega prvega obdobja krščanstva in ker so jo mučili tako, da so iztaknili oči, je potem priprošnica zavit. Zgodba tega kraja je pravzaprav ravno v tej vodi, ki naj bi pomagala za dober vid in se nekako nabira v eni mali kotanci na tej skali. Tam je skoraj zmeraj tudi voda noter. To sta dve stvari, kapelica Svete Lucije, ki je tukaj, in cerkev Svete Lucije, ki je pa potem nižje dol. Zelo verjetno, da je najprej obstajala ta kapelica tukaj in da so potem, ko se kasneje zgradili cerkev, posvetili verjetno Sveti Luciji, najbrž da prav zaradi te kapelice, ki je tukaj. Govori pa malo tudi ta izbira teh svetnikov tukaj v Vitovljah, se pravi Svetega Petra, Svete Lucije, pa tudi sama Marino svetišče na Vitovljah. To so vse iz prav teh prvih obdobij krščanstva svetniki. Se pravi, da se tukaj že zelo zgodaj pravzaprav začelo to, ker tukaj je bila tudi poselitev nekako stalna, tako da so ljudje bili zmeraj tukaj. Nam pa govori mogoče tudi izbira tega kraja o tem, kako so enkrat ljudje pravzaprav tako intuitivno čutili ene kraje v naravi v bistvu za posebne. Tukaj se ni zgodil noben kakšen poseben velik dogodek, ampak oni so takrat čisto tako spontano ene kraje jih doživljali za posebne in na njih postavljali znamenja, postavljali svetišča in ta kapelica in potem tudi sama Marina cerkev zagotovo nam govorita o tem, kako so pravzaprav takrat zelo tako z naravo živeli in se to čutili. So delali to cesto v Napoleonovih časih, da so iz Trnovske planote vozili dol les in ker so klesali kamne za cesto, je dosti tistih delavcev oslepelo, ki jim je metalo tiste drobce v oči. Tako da pravijo, da tudi zaradi tega so tukaj postavili to kapelico, ena od možnih variant. Il programma c'era
Ruski